kader za tehnike letalce prihaja s pomočjo internega razpisa Ministrstva za obrambo, z pomočjo učnega centra Vipava, kjer kadrujemo vojake, in pa z javnim razpisom Ministrstva za obrambo, s katerim tudi kadrujemo tehnike letalce. Zdaj, posebne zahteve, ki jih morajo kandidati imeti, so starost do 35 let, znanje angleškega jezika, potrebni zdravstveni kriteriji tipa 2 in pa seveda veselje do samega poklica, do letenja, letalstva. Razlika med letalskim tehnikom in tehnikom letalcem je ta, da letalski tehnik svoja dela opravlja v hangarju, tehnik letalec pa del svojih del opravi na zemlji, torej tudi v hangarju, ostali del pa kot član posadke na zrakoplovu. Šolanje tehnika letalca poteka v prvi fazi enako kot letalskega tehnika, torej potrebno je končati šolo za počasnike, nato se nadaljuje z letalskim usposabljanjem v civilni ustanovi, ki ima certifikat za usposabljanje. Nadalje poteka praktično delo kot letalskega tehnika pod mentorstvom izkušenega tehnika. Pridobi se licenca tipa A, nadaljuje se z pridobitvijo tipskega certifikata pri proizvajalcu zrakoplova, torej bodi si Bela v Teksasu, v Marignanu Cougar in pa na Češkem transportno letalo L410. Ko se pridobi licenca in tipski certifikat, šele takrat se prične z šolanjem za tehnika letalca, ki pa poteka v skladu z programom usposabljanja tehnika letalca. Za punce omejitev ni in mislim, da bi bili prav veseli kakšne pripadnice nežnejšega spola v naših vrstah.